Kaj? Snemaš, pa boš kaj rezal. Mozol? Nič ga ne bom rezal. Če koga zanima, umetnost nafilati električen ali pa hibriden avto. Ni neke fore, veš, zagrabiš kabel, tole daš dol, pa sem noter daš, pa zagrabiš še ta konc, veš, pa moraš pa kakšno vtičnico najti, s tem narediš pa točno tole. To zdaj tudi pomeni, da si ta zaklenil, da ni variante, da ga vam potegneš. Ko se v avto usedeš, ti napiše, da se fila. To se pravi, koliko cajta bo rabo, da se nafila? 3 ure 25. Sonček je. Ok, zdaj pa tako, avto ni še čist poln, je pa skoraj čist poln. Star, jaz vedno šele na telefonu vidim, da se moram obriti. Ne rabiš to pihati, no, v redu je. Telefon imam, se snemam z njim. Žmiguc. Močki z Miklavža. Še kaj mogoče lahko povem, kaj si v tem avtu mislim do zdaj. Ena stvar, ki je impresivna, ne glede na to, kakšne vrste avto je to, v kateremu segmentu se pojavlja, kateremu kupcu je namenjen. Pele se full fajn. Ne bom kompliciral o tem, kako delujejo blažilniki, o nagibanju, o smerni stabilnosti, o tem, kako je volan komunikativen ali pa ni, v bistvu ni nič posebnega, ampak splošen feeling v kabini, prvič, zelo je dobro zvočno zdesnjen. Drugič, v Mariboru so ceste na enih koncih za en trek. Ptujska je recimo lep primer. Veš to? Veš, kaj je poštukana cesta? Vse skrb nič. In moram reči, za ta avto blaži top. Naročil sem gimbal, veš ono DJI, da telefon najbolj mirno snema, ne? Prijem poln ga pa pravi, ne, smo ga pa že enemu drugemu prodali. Super, vse lepo pa prav, izdelek je prišel, ampak dam ga pa odnesel en drug. What's going on? Pa da se razumemo, ne, jaz tukaj ne disam Big Banga, ne, jaz v Big Bangu kupujem že odkar obstajajo. A veš, pride do enega trenutka, ko en človek vidi, aha, tole imamo, ampak tole je rezerviran, ampak bomo vse en dal. Človeka disam. O, stari, pred mano pa beštija, le zdaj to. Audi A8 iz Beograda, V12 Quattro. A ti veš, da vmes sem zajeten kupček familije v Beogradu? Jelena Dule, to pa nisi vedel, Seveda, ker nisem še kaj povedal. Shit, rešilc, umakne se. Evo ga, na avtobusno. Much better. Ta sedemko pa še kar stari, pa koj Sneme, to folk sedi na ušesih, Big Bang, držaš, kak je si? White people dance. Doran. Hvala lepa, gospa. Lep dan želim, adijo. Ok, to je to za ta denar, zdaj idem pa to malo v vrtec, pa cel, da kje v avto povem. Ok, zdaj pa tako, kot sem rekel, še cajt za Ionika. Za začetek, kaj vemo? To se pravi, vemo, da ga lahko nafilaš doma v manj kot 4 urah. Moj najnižji povprečje je bil 2,8, kar se v nulo sklada s povprečjem, ki ga je dobil tudi AMZS pri Motorreviji. To je tam, kjer dela Jure Gregorčič. No in oni so enega tazga, mislim, točen tazga, sam da je plov, dobili na uporabo za 1 leto in bojo naredili fejst preizkus, ki bo res celosten od A do Ž, kako je s takim avtom živeti, če te zanima. Bom dal link do članka, kjer si lahko vse v nulo prebereš, če te pač take stvari zanimajo. Velja malo k njim pošpegati, ko v enem letu bojo dali čez stroškovnik, dali bojo način življenja s takšnim avtomobilom, vse, kar prije tukaj noter zraven. Ena stvar, ki mi je izrazito všeč, Ava, what are you doing? Lahko tu pri tebi sedim. You're not sitting with me, you're sitting on me. You're riding me. Hotel sem povedati to, da se mi zdi avto kot celoten paket dosti preplačljiv. Cena v osnovi mislim, da je ne 33 jurjev. Pol je pa zraven subvencija, pa mislim, da priješ malo po 30 jurjev. Čas za product placement, ti nam je prinesla sendvič od Miklavške pekarne. Kaj? Snemaš, pa boš kaj rezal. Mozol? Nič ga ne bom rezal. Se lavi, Tina. Ne, me prosim, danes no davaj. Ampak kar se kufra tiče, za 550 litrov ga je. Meni sicer tole ne zgleda 550 litrov, mogoče tudi zato, ker je napolnjen s stvarmi. Zdaj pa ne vem, a sem jaz kaj povedal, a nisem bolj nič povedal.